Kaj bo že danes? O čem bomo govorili? Ja. O AdWordsu. Ja, kako oglaševati preko AdWordsov. Dober dan, dobrodošel, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. 27. oddaja je tole. Zadnjič smo govorili o tem, kako dobiti službo v digitalni agenciji. Danes pa govorimo o AdWords oglaševanju, bolj natančno oziroma specifično o oglaševanju iskalnem marketingu, se pravi Search Network. Tako je. Tako je. Super. In Zoran, zelo mi je všeč, ko tako energetično začneš to oddajo, še posebej takrat, ko se jaz malo slabše počutim, ali pa sem bolan, ali pa pod tabletom, tako da boš ti prekipeval od energije in da bom jaz mogoče malo bolj na pauzi danes. No. Ampak ja, govoriva o AdWordsih, se bom maksimalno potrudil. No. Govoriva o AdWordsih, specifično o iskalnem marketingu in kot prva točka se potrebno, da se vprašaš tukaj, kdaj sploh AdWords marketing, iskalni marketing uporabiti, ker ni vedno pač primeren, da uporabimo AdWords marketing. In mi ga vedno priporočamo v tistih primerih, ko je neka oseba, ko nekaj naprimer prodajate, ko druga oseba nekaj naroča, naprimer, da dam en kar konkreten primer. A veste, vsak toliko časa potrebuje prebeliti stanovanje. In ljudje zelo veliko iščejo, če bi šli zdaj na Google pogledati pa naredili raziskavo po ključnih besedah, bi hitro prišli do tega, da ljudje zelo iščejo beljenje stanovanja ali pa kako pobeliti stanovanje, oziroma ključna beseda beljenje stanovanja, in iščejo za tovrstnimi mojstri, ki belijo stanovanja. In nekdo, ki je že bolj globje v nakupnem procesu, kot je naprimer ta primer, ko nekdo hoče pobeliti stanovanje, v takih primerih je zelo primerno uporabiti zakup take ključne besede, kot je beljenje stanovanja. Zakaj? Ker ko govorimo o AdWordsih pa oglaševanju na Googlu preko iskalnega marketinga, to pomeni, če boste vi ključno besedo beljenje stanovanja napisali, se vam bo tam, če bo nekdo oglaševal, se mu bo tam pokazal oglas. In te rezultate, ta oglas se bo pokazal pred ostalimi zadetki, ki so na Googlu, in bo tudi označeno kot, mislim, da je ad, oziroma po slovensko, če imate Google nastavljen na jezik slovenščine, se bo izpisal oglas. Tako da, ko je oseba globoko v nakupnem procesu, kot je ta primer, je smiselno oglaševati. Če pa govorim bolj na splošno, ko pa oseba ni toliko v nakupnem procesu, pa pridejo veliko bolj upoštev ostali kanali, o katerih so pa tudi že dosti govorila, kot so družbena omrežja, kot je tudi naprimer SEO optimizacija. O SEO optimizaciji oziroma optimizaciji spletnih strani govorimo takrat, ko neka oseba išče za nekaj, pa vi ne oglašujete preko AdWords sistema, ampak je še vedno članek ali pa blog članek, ki je objavljen na vaši strani, visoko pozicioniran na Googlu. Zakaj pa dobro v takih primerih SEO optimizacijo uporabiti? Zaradi tega, da ne boste vi zapravljali kaj za oglaševanje, ko oseba ni globoko v nakupnem procesu in se šele izobražuje. Tako da, ko je oseba bolj na začetku samega procesa ali pa raziskovalnega procesa, pa pride veliko bolj upoštev tako imenovana ta SEO optimizacija. Sam to bi dodal, mislim, si zelo dobro povedal. Sam to bi dodal, večkrat si omenil ta nakupni proces in tako zelo basic, zelo osnovno bom zdaj samo to dodal, da na začetku imamo vedno, ko oseba premišljuje v nakupu, tako se ponavadi začne, potem nekje v sredi imamo takrat, kadar razmišlja o različnih oziroma premišljuje o različnih možnostih, in pa na koncu je takrat tik preden se odloči za nakup. In kar je Nejc cel čas govoril in je to zelo lepo razložil, je to, da je v tem drugem delu mogoče boljš, v prvem delu pa kakšna optimizacija je bolj smiselna, zato da ne zapravljate preveč denarja. Ok, ampak kaj se zgodi, ko nekdo enkrat klikne na tisti oglas in pride na neko stran,
temu rečemo landing page oziroma pristajana stran, o čemer smo že govorili v eni izmed prejšnjih oddaj, tako da si jo lahko pogledate, oziroma si jo kar poglej. Tist je tudi zelo, zelo pomembno, ker v tistem trenutku, oglas naredi nekaj, da osebo spravi tja do vašega cilja oziroma tisto, kar mu želiš prodati, ampak zelo je pomembno potem, da je ta stran optimizirana prvič za vse naprave, da je smiselno postavljena, da uporabnik najde informacije, da so ključne besede, preko katerih je on iskal, se pojavljajo na tisti strani in tako dalje. Se pravi, da je res sajt, stran optimiziran. Jaz bi tukaj dodal še to, da v bistvu preden začnete oglaševati preko Google AdWords sistema, da morate imeti to spletno stran postavljeno, tako kot si zdaj govoril, optimizirano. Ne? Se pravi, to je nek osnovni korak, ki mora biti narejen pred oglaševanjem in hkrati, da si skladno s tem korakom določite tudi cilje vašega oglaševanja. Ne? Se pravi, kaj bo pravzaprav tisti vaš cilj, ki ga boste pri oglaševanju zasledovali. Ali bo to nakup izdelka, ki ga bo potrošnik kupil na vaši strani, ali bo to oddaja naročila, ali pa drugače povedano oddaja povpraševanja, ali bo to download neke e-knjige, e-priročnika. Pač različne cilje si lahko postavimo, tudi odvisno od tega, kaj želite doseči oziroma koliko globoko je tudi oseba v tem nakupnem procesu. Spet odvisno od ključnih besed, ki jih uporabljate. In če govoriva še preden, ker sem zdaj začel, da te zadeve morate narediti preden se oglaševanja lote, je pa ključna tudi točka, da morate raziskavo ključnih besed seveda narediti, preden se lote samega oglaševanja. In kako to naredite? Včasih je bilo to izven AdWords sistema, ampak zdaj pa Google to implementiral v sam AdWords sistem in sicer da raziskavo ključnih besed naredite preko tako imenovanega orodja Keyword Planner. Toliko se ne bova danes v to poglabljala, ker bova bolj govorila, kako strukturirati kampanjo, ampak to je tiše preden se začne sama kampanja delati, da je potrebno imeti nabor ključnih besed, na katere bomo oglaševali, kot sem dal prej primer beljenja stanovanja. Naprimer, Ja, teh toolov poleg Googlovega je ogromen in to je res cela znanost, za katero bi lahko naredila celo oddajo, zato da bi res dobro spoznal vse dejansko, kako se išče ključne besede. Tako da danes se ne bova toliko spuščala, pa greva kar mogoče na strukturo kampanje. Če si že kdaj delal na Facebooku oglaševanju, boš zelo dobro razumel oziroma razumela tudi strukturo kampanje v AdWords računu. Mislim, da je celo Facebook to skopiral par let nazaj. Oni so imeli, se mi zdi, malo drugačni in so potem vzeli podoben sistem, kot ga ima Google še danes. In sicer na vrhu je vaš oziroma tvoj AdWords account, račun, ki ga moraš prej odpreti in znotraj tega accounta oziroma računa imaš več različnih kampanj. Zdaj prodajaš beljenje stanovanja, potem imaš drugo kampanjo beljenje pisarne, tretja kampanja izdelava fasad, četrta ne vem kaj. To so vse različne kampanje, ki jih imaš znotraj enega računa. Potem vsaka kampanja posamezna ima pa seveda več oglasnih skupin. Nekako oglasne skupine se povezujejo s tem, katere ključne besede izbiraš, kdo je tvoja ciljna skupina in tako dalje. Tako da, če gremo potem še naprej, vsaka oglasna skupina ima pa seveda več oglasov znotraj. Tako da, če še enkrat ponovim, račun, kampanja. Tukaj bi sam še dal, račun, vsak račun ima unikaten ID. Vse lahko zakaj nadaljuješ. Se pravi, vsak račun ima unikaten ID, kampanja ima več oglasnih skupin in vsaka oglasna skupina ima znotraj več oglasov. Jaz bi tukaj še to dodal, da če delate v agenciji tako, kot je naša, je dobro imeti za vsak račun, za vsako blagovno znamko svoj račun. Zakaj? Zaradi tega, ker glede na to, kako bo blagovna znamka
kakšne rezultate bo imela v okviru tega računa, se bo tudi quality score, o tem bova tudi malo več v nadaljevanju govorila, ampak glede na to, kako ta vaš račun performa oziroma kakšni so rezultati na dolgi rok, povečeval se bo s tem quality score in mislim, če bo dobro performala. In s tem namenom, če pa kakšna kampanja, če bi jo komponirali za kakšno drugo blagovno znamko v isti račun, pa bi slabši rezultati bi kot celota zmanjševali ta tako imenovan quality score AdWords računa in to bi vplivali tudi na celotne rezultate tega računa. Tako da vedno je dobro zadeve ločati med sabo, oziroma mislim, da je zdaj AdWords to naredil lepo za agencije, ker imaš lahko različne tipe noter. Ja, zdaj je malo bolj to, kot je bilo včasih. Prej smo uporabljali tako imenovane MCC račune. Zdaj je tudi AdWords se spreminja, verjetno, če si ga že kdaj uporabljal, pa si zdaj po dolgem času spet prišel noter, si verjetno videl, da je zdaj v beti, videz je malo drugačen, kakšen je bil prej, še vedno se da preklopiti na ta staro, ampak ja, zadeve se spreminjajo, so malo zastarele in tako tudi oni upgradeajo, posodabljajo svoje obstoječe orodje. Ampak tega ne smejo pozabiti omeniti tudi. V bistvu, kakšen mesec, 2 meseca nazaj je celo zelo velik update prišel prenovitve dizajna pa uporabniške izkušnje celotnega AdWords sistema. Tako da to je tudi ena izmed večjih updateov, ki je prišel, ki jih je Google v zadnjem času lansiral. Ker prej, kaj je to, 5 let je bil enak, bolj ali manj enak, dodali so samo nove funkcije, zdaj so pa celoten izgled spremenili. Ok, dajva začeti, quality score je že nekaj začel, o tem bova več nadaljevala, ko prideva do oglasov, pa dajva začeti pri kampanji, ki je prva stopnja, se pravi, preden sploh narediš prvi oglas, moraš najprej odpreti kampanjo in začne se vedno, da jo lepo poimenuješ, da ji daš en tak fajn ime. Zdaj ljudje ponavadi ne vzgubljamo preveč časa in pol napišemo tisto, kar nam prvo pride na pamet, ampak ne bi tak, se pravi, poimenuj res kampanjo tako, da se boš vrnil čez en mesec, 2, da boš razumel točno, zakaj se je šlo pri tej kampanji in to je res ful pomembno. Potem znotraj na temu stopni kampanje tudi zbiramo lokacijo, v našem primeru je to običajno Slovenija, izbiramo jezik, jezik običajno bomo zbrali kako slovenščino, angleščino, zaradi tega, ker verjetno na Sloveniji kar nekje 50-50 oziroma 50-50% ljudi, ki uporabljajo Google oziroma iščejo v angleščini ali pa iščejo v slovenščini, pa še kak drug jezik bi se najdel. Hkrati je to tudi odvisno, kakšne nastavitve ima posameznik v brskalniku. Absolutno. Tako da zaradi tega, naprimer, že sam Google za Slovenijo oglašujete, tako kot je rekel Zoran, za lokacijo v Sloveniji, že Google sam ponudi angleščino in slovenščino avtomatsko v sistemu, je označen. Če želite, lahko to spremenite, ampak mi ponavadi imamo za angleščino in slovenščino. Zdaj, mogoče imajo nekateri tudi v nemščini, tudi to je neka opcija, ki jo lahko pustite, ampak ja, nekako angleščina, slovenščina sta tisti najbolj potencialni. Kaj sem še pozabil, ad extension je verjetno omeniti v kampanji. Ad extensioni, se pravi, to so neki dodatki, bomo temu rekli, ki se pojavljajo pod vašim oglasom in v katere lahko napišete lokacijo, telefonsko številko in vse te neke druge zadeve, ki dopolnjujejo vaš oglas. Zakaj je to dobro narediti? Zato, ker bojo ljudje dejansko več klikali na vaše oglase, več ko bo informacij, večji tudi bodo, malo večje prikazani v Googlu, v rezultatih, tako da to se sigurno splača dodati. Potem pa mislim, da še 2 stvari nismo omenila, ki jih je tudi na levelu kampanje potrebno določiti, in sicer bid strategy, kar pomeni, na kakšen način boste plačevali za samo kampanjo, ki bo tekla. Se pravi, je ful enih možnosti, mogoče bi jaz 2 najbolj taki omenil, kar je glede na klik, ali boste plačevali, ali glede na prikaze.
Zdaj mislim, da na imprešne, tako. Zdaj mislim, da Google avtomatsko ponudi na imprešne in še to glede neko recommended priporočeno verzijo, s tem, da mi pa največkrat izberamo glede, da plačujemo glede na klik. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko veliko bolj vse skupaj nadziramo. Tako da do zdaj se nam je vedno izkazalo, da je na klik tista najboljša opcija. Saj mislim, da imamo nekaj podobnega tudi. Še posebej, ko želimo konverzije dosegati, se na klik najbolje izkaže in zelo podobno, kar sva tudi že govorila, je na Facebooku, ko oglašujemo. Potem, druga zadeva, ki jo pa še moramo omeniti, je pa koliko proračuna boste namenjali za to določeno kampanjo. In proračun se določa na dnevni ravni, tako da boste vi mogli, ponavadi mi vedno proračune za naše naročnike določamo na mesečni ravni, oziroma imamo ali kampanja ali pa pač mesečno. Tako mesečno, koliko je to 100, 200, 500 evrov. In če imate 500 evrov na razpolago, pa je seveda 30 dni, boste to preračunali, da boste prišli do tistega zneska, koliko ste največ pripravljeni plačati na dan za to oglaševalsko kampanjo. Če imate več oglaševalskih kampanj, morate ponovno ta proračun razporediti med več različnih kampanj. Ok, pa gremo naprej, pridemo do oglasnih skupin. Oglasnih skupin določimo, se pravi URL oziroma pristajalna stran, kam bo dejansko oglasi, ki so znotraj te oglasne skupine vodili. Običajno je to, da je odvisno, lahko je to specifičen produkt, lahko je to neka pristajalna stran, na kateri želite, da pač oseba naredi neko konverzijo, karkoli že, lahko je to neka poseben page vaše kampanje, karkoli pač končen URL. Ok, to še ključne besede, se pravi, organiziramo jih na podlagi ključnih besed, s tem, da pri ključnih besedah pa potem pride do malo triki situacije. Zakaj triki? Zaradi tega, ker imamo ogromno neke izbire, kako nastaviti ključne besede. Poznamo več možnosti. Tako je, kako naj Google prikazuje. In obstaja tako imenovan broad match, obstaja phrase match, obstaja exact match, pa še enega sem pozabil. Modified broad match. Modified broad match. Pa če malo razložim, kaj to pomeni, glede to so angleški izrazi in če se še nisi s tem srečo, bo mogoče malo težje razumeti. Pa bom začel kar pri najbolj vrhnem, ali pa dajmo začeti pri exact matchu, ko bo mogoče še lažje. Exact match, če izbereš to možnost, pomeni, da tisto ključno besedo, ki si jo določil, rečemo bel stol, točno to, ko bo uporabnik pisal Google, bel stol, samo v tistem primeru bo pokazal oglasa. V drugih primerih oglasa ne bo pokazal. Potem imamo phrase match. Phrase match, tukaj pridejo upoštev vsa razna sklanjanja, spreganja in tako naprej. Če bom jaz rekel beli stoli, je tudi verjetnost, da bo Google pokazal ta oglas. Se pravi, čeprav sem jaz nastavil bel stol, sem izbral phrase match, nekdo je napisal beli stoli, bo verjetno vsem pokazal ta oglas. In pa broad match oziroma modified broad match, pa se ne bom tako spuščal v modified zaenkrat. Broad match bo pa iskal tudi, recimo, če se je nekdo zmotil medtem, ko je tipko, je namesto bel stol napisal BLE stol, bo tudi verjetno pokazal. V primeru, da bo nekdo napisal stol bele barve, je tudi dosti velika verjetnost, da bo Google to poiskal. Se pravi, vse ključne besede, ki so relativno blizu ali temu, kar je na landing pageu, ali pa temu, kar sem jaz določil kot ključno besedo. In tukaj bi opozoril na sledečo zadevo. Zelo je treba biti previden, če se nastavi na začetku na ta broad match. Zakaj? Ker če boste vi na broad match nastavili, pa bo Google vse različne variacije poberal, ki jih bo nek potrošnik, nek uporabnik napisal, je zelo velika možnost, da se bo oglas prikazal v primerih, ko uporabnik je čez nekaj drugega iskal, pa je potem ta oglas vam padel. In kar hočem tukaj povedati je, da je ključno, da spremljate tako imenovane negativne besede, se pravi, da spremljate vse različne
ključne besede, po katerih je uporabnik iskal, ker če imate kampanjo nastavljeno na broadmatch, kar je lahko velikrat smiselno, zakaj? Ker tudi če ste vi naredili raziskavo, ste mogoče na kaj pozabili, kot tudi uporabniki iščejo, pa mi tega v raziskavi nismo zaznali, pa je smiselno umestiti v kampanjo. Zato je velikrat na začetku tudi testirati kampanjo po broadmatchu, da vidimo, na kakšen način tudi iščejo uporabniki. Ampak hkrati je pa ta pool, ta bazen ključnih besed, ki za vas niso relevantne, da se vaš oglas pokaže, toliko veliko, da boste hkrati mogli te ključne besede, za katerimi uporabniki so iskali, pa niso relevantni za vas, jih izključevati. Se pravi, temu pravimo negative keywords. In vi boste potem v fazi kampanje določili te negativne keyworde na podlagi to, kar je uporabnik iskal, pa so se pojavili, pa se je oglas pojavil, jih boste vnesli v sistem, da se potem te oglasi, tudi če bo še nek drug uporabnik te ključne besede pisal, da se potem oglas ne bo prikazal. Tako da, kar hočem opozoriti je, da pri broadmatchu je treba biti zelo previden in zelo natančno tudi uporabljati, predvsem pri broadmatchu, tudi pri ostalih seveda, predvsem pri phrase matchu, v nekaterih primerih je treba te negativne ključne besede, jih je potrebno izključevati. Mogoče še par nasvetov, kako izbirati ključne besede oziroma koliko jih dati v eno oglasno skupino, koliko oglasov v eni oglasni skupini. Kako mi v bistvu se zadevo običajno lotevamo, je tako, da damo nekje mogoče 7 do največ 10 oglasnih skupin na kampanjo, kar je tudi za nekoga mogoče velika cifra, ampak ja, ko razmišljamo o nekem approachu pri kampanji, je to nek okvir, katerega se držimo. Znotraj posamezne oglasne skupine spet določimo nekje do 10 ključnih besed, oziroma to je mogoče maksimalno, mi se držimo nekje številke okoli 5, plus minus, 1, 2, kakorkoli, tako da to je nekako, da si boste lažje predstavljali in pa... S tem, da tle bi jaz poudaril, ko so te ključne besede v neki določeni oglasni skupini, te ključne besede morajo biti med seboj čim bolj podobne. Ne samo nametati različne ključne besede not, ne vem, kaj bi dajmo ta primer, kaj si prej uporabil, bel stol, da imamo vse, kar se nanaša naprimer na bel stol pa različne izpeljanke. Če imamo potem neko oglasno skupino za rdeč stol ali pa oranžev stol, dajmo narediti drugo oglasno skupino in dati ključne besede vse, ki se nanašajo na tisto, če imamo več specifičnih besed, naprimer bel stol za pisarno. Se ne vem, Bel stol za jedilnico. Tako ne. Karkoli, no. Ampak recimo, sploh pa, če so ful različne, ker že stole omenjava, če imate kavč, naprimer, to gre pa sploh v drugo oglasno skupino. Tako je, bel kavč, Tako da to. In pa še eno priporočilo z vidika, koliko oglasov dati znotraj ene oglasne skupine. Mi se običajno držimo, vse, kar govoriva, so tako neka priporočila, ne se tega držati, kot temu rečemo, pijan s plota. Tako da nekje 2 do 3 oglase na oglasno skupino je tisto neko naše prvo pravilo čez palec, ki se ga skušamo držati. Kaj gremo naprej na posamezne oglase? Na posamezne oglase, Se pravi, pod oglasnimi skupinami, in ko smo določili te keyworde, imamo pa posamezne oglase. In pri posameznih oglasih, rekel si 2 do 3, da je v določeni oglasni skupini. Kaj je pa potrebno tam določiti? Se pravi, posamezen oglas je sestavljen iz naslova, nekega opisa in hkrati URL linka, kamor bo to vodil. In ta URL link lahko tudi dodatno customizirate, prilagajate. In kaj je pomembno potem za oglas, ko ga sestavite, oziroma eno izmed glavnih pravil, lahko tudi na drugačen način oglas zapeljete. Ampak, naprimer, če imamo ključno besedo bel stol, da v vseh teh elementih uporabimo ključno besedo bel stol. Se pravi, da v naslovu tega oglasa napišemo bel stol, pa še nekaj izraven, kar pač imamo. Da potem v opisu... Bel stol po izjemni ceni. Tako, bel stol po izjemni ceni. Ali pa bel stol znižan za 20-30%, kakorkoli. In da potem ta bel stol,
ključno besedo ponovno uporabimo v opisu tega oglasa in hkrati ponovno uporabimo v URL linku. Naprimer, URL link lahko vodi na full en dolg naslov, ki ga mi imamo za ta naš bel stol določen, ampak v prilagojen URL link pa napišemo www. Ta naša spletna stran in hkrati /bel-stol. Se pravi, da se ta naša ključna beseda, ali pa bel stol celo skupaj, da se ta naša ključna beseda pojavi in da se čim večkrat pojavi. Zakaj? Zaradi tega, ker vse to bo vplivalo na quality score pač tega vašega oglasa. Da, malo več povedati o tem, kaj to je quality score, oziroma kako se določa, koliko boste vi plačevali za to, da se vaši oglasi prikazujejo. In sicer Google določa AdRank, se pravi, na kateri poziciji se tvoj oglas pojavlja. Je to prva, druga, tretja in tako dalje, na podlagi tako imenovanega AdRanka. In AdRank se zaračuna tako, da vzame, koliko si pripravljen investirati, se pravi, koliko je tvoj budžet, koliko si pripravljen plačati na en klik. Maksimalno na en klik, ja. In pa tvoj quality score. Quality score je pa že malo bolj zakomplicirano za razložiti, ker ima precej nekih faktorjev. In eden izmed teh faktorjev je to, koliko kvalitetna je tvoja pristajalna stran. Se pravi, Google gre oceniti tvojo pristajalno stran in če je ona res relevantna, če se na njej pojavlja ta ključna beseda, za katero delaš oglase, če je to res to, kar ti želiš povedati s tem oglasom. Da je dobra uporabniška izkušnja. Potem bo to pač optimiziran za mobilce, pa vse tako, kar veliko govoriva tudi midva v teh oddajah. Potem bo to zvišalo tvojo oceno oziroma quality score. Druga stvar je tvoj click-through rate, oziroma koliko ljudje v osnovi klikajo na tvoj oglas. Če veliko klikajo in če je dejansko to razmerje med prikazi in pa kliki relativno dobro, potem bo Google spet zvišal ta quality score in ker ga bo zvišal, boste za to manj plačevali. Ok, potem pomembno je tudi to, kako je napisan tekst v samem oglasu. To, kar sem prej govoril. Ja. Če je relevanten, če je dejansko povezan s ključno besedo, spet to bo pozitivno vplivalo na quality score. In pa nekaj, kar je že Nejc prej omenil, je to, kakšne so bile tvoje pretekle aktivnosti oziroma kakšen je bil tvoj uspeh z Google oglaševanjem celotnega računa, se pravi AdWords accounta v preteklosti. Celo zgodovino boš pogledati in če si ga kje lomil oziroma lomila v preteklosti, bo to definitivno vplivalo na quality score in negativno vplivalo. Če je bilo pa vse fajn, pa si imel uspešne kampanje, potem bo to pozitivno vplivalo na quality score. A sem več ali manj? Več ali manj si, ampak vidite, koliko je enih dejavnikov, ki vplivajo potem na koliko boste vi plačevali za ta oglas in na katerem mestu se bo pojavil, seveda v povezavi s konkurenco, ki tudi oglašuje po to ključno besedo. In ja, ker je koliko je to, 5-6 različnih zadev, tudi midva jih ne veva zdaj iz glave, in sva si tudi malo mogla tlele pomagati vseh teh 5-6 alinej, ker to je toliko specifično, da je enostavno, pa hkrati se tudi spreminja, pa Google dodaja in tako naprej. Ampak ja, cool je, če se pozna, ampak ja, najbolj bistvene te uporabniške izkušnje, koliko uporabnik pol preživi na strani relevantnost, koliko si omenil, da je ta povezava. Povezuje s ključnimi besedami itd. Mogoče še to omenila, da boš lažje razumel, kako dejansko poteka to v ozadju. Google pogleda vse oglase, ki so na voljo in zgodi se tako imenovana aukcija. Se pravi, kdo da več, po domač povedan, kdo da več keša v oglas, kdo je več pripravljen plačati za klik, pa kdo ima boljši quality score. In potem to na hitro zračuna in reče, tvoj oglas je prvi, tvoj je drugi, tvoj je tretji. To se valjda ne dogaja tako, da melje 3 leta, ampak se dejansko zgodi v delčku stotinke verjetno in enostavno pač prikaže rezultate na podlagi tega. Mogoče, da bo še bolj razumel, zakaj je to tako pomembno. Naprimer, nek oglaševalec
je lahko več pripravljen plačati kot maksimalni CPC strošek na klik, kot naprimer mi. A ne? Pa bo njihov oglas nižji pozicioniran kot naš. Zakaj? Ker imamo mi po drugi strani večji ta quality score na podlagi teh dejavnikov, ki jih je Zoran prej razlagal. Ne? Kar pomeni, mi imamo v osnovi lahko manjši maksimalni strošek na klik, pa bo naš oglas tudi višji pozicioniran. Ne? Tako da je ful dober, da se res posvetite kreaciji vašega oglasa, da upoštevate vse te dejavnike, o katerih sva govorila, ker to na koncu boste plačevali manj za posamezen klik. Tako da zdaj, mogoče, če greva naprej, pa pokrijeva še nekako zadnjo točko. Tako, ja, pri celotni zadevi je pa potem tudi pomembno, da seveda povežete nekako, ker je vse skupaj na Google platformi, da povežete AdWords z Google Analytico. Zakaj? Ker, če boste vse skupaj povezali, boste tako dobivali več povratnih informacij v vaši kampanji. Se pravi, ko povežete AdWords račun z Google Analytico, Google Analytics, boste že v AdWords računu lahko spremljali več kazalnikov, ki so zelo pomembni za vašo oglaševalsko kampanjo, in hkrati na drugi strani boste lahko tudi brez problema spremljali, potem, če boste šli v Google Analytico, kako se potem na vaši spletni strani konvertirajo ljudje, ki so prišli preko AdWords oglaševanja. Zato se pravi, na obeh straneh ta povezava igra zelo dobro vlogo. Se pravi, na eni strani Google AdWords, ker boste imeli več podatkov zaradi tega, in na drugi strani tudi v Google Analytiki, kjer boste videli, kako se te uporabniki obnašajo pa konvertirajo direktno potem na tej vaši strani, in to vam bo potem pripomoglo, da boste lahko AdWords kampanjo še za stopničko 2 dodatno optimizirali, nadgradili, da boste, kaj je cilj, da se vam konvertira čim več ljudi, se pravi, ali da je čim večja konverzija ali čim večji CTR, in hkrati da se vam znižuje v strošek na klik, oziroma da čim bolj uspešno znižate ta proračun, ki ga imate na voljo, da dobite čim več, povem po domače, da dobite čim več za vaš denar. Ok, mislim, da skoro dobro pokril to analitiko. Spremljaj analitiko čim bolj. Kaj dobrega se nauči z nje, prilagaji svoje oglase na podlagi tega, kakšen feedback dobiš od ljudi, in to je to, kar bi jaz imel v bistvu dodati na to, kar si ti povedal. Imaš za konec še kaj zapovedati, a bova kar zaključila zadajo? Bova. Ok. Do naslednjega torka, spremljaj naju, midva bova tukaj naslednji tork v tvojem feedu, na Facebooku, na YouTubu, povsod, kjerkoli je možno, kjerkoli se pač oddaja pojavlja. Spremljaj nas še naprej in pa se vidimo. Se vidimo. Čau. Why?